Dober dan. Evo, danes bomo naredili tak mini detour izmed mojih klasičnih objav, se pravi glede prehrane, glede treningov pa filozofije, pa bomo se čist malo na hitrico osredotočili na koronavirus. Zdaj, prva stvar, je pomembno, da vsi, ko gledate ta video, veste, da jaz nisem noben strokovnjak, noben zdravstveni delavec, ampak me določene oziroma večina stvari zanima in pol se pa samo v to poglobim, malo nekaj biologije pa mikrobiologije pa nasploh mehanizmov, kako funkcionirajo določeni sistemi, vem. In glede na to, kakšna panika se zdaj širi, pa da tudi moje stranke mene sprašujejo, pa da tudi v fitnessu, pa predvsem v stiku z ljudmi vidim, da so pač v paniki, veliko kdo, se mi zdi prav, da pač mogoče malo povem svojega mnenja in kaj jaz vem zaenkrat o tem, kar se pač dogaja. Se pravi, moje trditve ne bojo skoraj ziher 100% vse, povedal bom, kar vem iz zanesljivih virov, ki sem jih pač našel na internetu. Se pravi, vse je treba vzeti z malenkost skeptičnosti in če hoče kdo več kaj o tem vedeti, jaz bom dodal linke od spod, iz kot sem jaz zvedel, kje jaz iščem podatke, pa si lahko gre vsak sam pogledati, pa si pol ustvari svojo zgodbo. Ok, zdaj pa, kaj sploh je koronavirus? Koronavirus se je skoraj 100% začel na Kitajskem v enem kraju Wuhan. Mislim, zdaj nisem sicer, ali je to provinca ali je v provinci Wuhana, v glavnem v kraju Wuhan. Zdaj, koronavirus ni neki ful drugačen kot čist navaden prehlad. Je pač virusno obolenje. Dejansko lahko ena veja oziroma ena vrsta koronavirusa povzroča navaden prehlad, ampak je pa tudi koronavirus, ko zdaj mi o njem govorimo, malo različni. In predvsem se razlikuje v tem, da se je verjetno iz živali prenesel na človeka. Zdaj dejansko ga je prvo imela neka žival, pol je virus mutiral in pol ob fizičnem stiku živali z človekom se je prenesel na človeka in zdaj pač je se naučil človeku razmnoževati in zdaj pač povzroča težave. Zdaj predvidevajo, da se je prenesel iz kače oziroma iz netopirja na človeka, to se bo itak še spreminjalo, verjetno zaradi tega, ker je vse še novo, ampak največja možnost je zdaj kača pa netopir. Zdaj pa, kaj sploh je virus oziroma virusno obolenje? Virus je v bistvu ena oblika patogena oziroma je patogen, ki se lahko razmnožuje samo v prisotnosti živih organizmov. Se pravi, sam nima možnosti za razmnoževanja in rabi nek živ organizem, da ga naseli in se pol s pomočjo celic živega organizma razmnožuje. Se pravi, lahko dejansko virus si okuži vse vrste organizmov. Virus lahko okuži rastline, lahko okuži živali, lahko okuži ljudi. Virus lahko na primer okuži tudi bakterije. Se pravi, dejansko bakterija pa virus ni isto, to bom sicer pol tudi povedal, kaj je bakterija, ampak dejansko virus lahko okuži bakterijo tudi. V borbi proti virusom načeloma nismo zdaj neki ful učinkoviti, če gledamo iz vidika, da znamo mi virus izničiti. Zdaj, določeni virusi, ja, imamo zdaj cepivo za njih, ampak naprimer tako je navaden prehlad, mi nimamo zdravila za navaden prehlad. Mi imamo samo zdravila oziroma določene sredstva, ki lahko pomagajo omiliti simptome navadnega prehlada. Dejansko moramo navaden prehlad preboleti. Zato so tudi smrtne žrtve, ker pač nimamo zdravila za navaden prehlad. Se pravi, ja, v borbi proti virusom načeloma nismo neki ful učinkoviti, znamo pa ful dobro vplivati na simptome, ko jih virusi povzročajo. Ok, da ne bo neki ful zmede, kaj je to virus pa kaj je bakterija, zaradi tega, ker kot vemo, lahko zdaj tudi koronavirus povzroči tudi neke simptome, ki so podobni pljučnici. Tudi bakterije, na primer, lahko povzročajo simptome pljučnice oziroma pljučnico, ampak to še ne pomeni, da sta dve isti stvari. Zdaj, bakterija je pa dejansko skoraj živa oblika nekega patogena, ki pa nima jedra, pa določenih celičnih organelov, ampak ima pa celično steno, s katero se pač v bistvu zaščiti, da je ne moreš ubiti. Je pa tako, da ne naselijo zdaj prav celic živih organizmov, ampak naselijo žive organizme v neko okolje, kjer je njim pač ugodno. Se pravi, okolje, kjer manjka kisika, okolje, kjer je toplo, okolje, kjer je kislo, okolje, kjer je vlažno, naprimer pljuča so vlažna zaradi tega, ker imamo bronhe in tam se tudi rade naselijo, zato lahko tudi povzročajo pač neke simptome pljučnice oziroma pljučnico. Smo pa, naprimer, v borbi z njim zelo učinkoviti, zaradi tega, ker znamo vplivati, naprimer penicilin vpliva na bakterijo tako, da onemogoča razvoj celične stene pri bakteriji in se bakterija ne more zaščititi,
pri tem, da naše telo oziroma kar mi dodamo v naše telo, pač ubije tisto obliko bakterije. Se pravi, proti bakterijam in proti bakterijskim vnetjem smo pa zelo učinkoviti. Penicilin je ena izmed najboljših stvari oziroma najbolj učinkovitih, so pa določene bakterije, ki so odporne tudi na penicilin in pač zato rabimo tudi določene cepiva za bakterije. Virusi pa načeloma jih lahko rešimo samo z cepivi, ki so točno targetirani na viruse. Ok, zdaj pa kako prepoznati koronavirus? Zdaj, kaj so najbolj pogosti simptomi koronavirusa? En je vročina, to je najbolj pogost, pa imamo kašelj. Najbolj redek oziroma najmanjkrat opažen je pa dejansko oteženo dihanje. Se pravi, dejansko skoraj simptomi pljučnice. Kako se virus prenaša oziroma na kak način ga lahko dobimo? Zdaj, virus se najbolj prenaša po zraku, prenaša se tudi v stiku z ljudmi, ki so že okuženi, pa predvsem so problematične oziroma so najbolj dovzetne za okužbo, smo najbolj dovzetni za okužbo skozi sluznico. Se pravi, sluznica okoli oči, sluznica v nosu, sluznica v ustih, pa nasploh vdihavanje. Se pravi, zato je tudi še bolj pomembno zdaj, itak je že pomembno, ampak v takih primerih, ko je zdaj, da smo res pazljivi. Če smo v stiku z nekimi stvarmi iz trgovine, če smo v nekem stiku z veliko ljudmi, tako naprimer jaz, ko sem osebno prijem v stiku z ljudmi čez dan, je še toliko bolj pomembno, da si umivaš roke, pa da se, če veš, da rok že en cajt nisi umil, da se ne zdaj neki čohaš po okah, po sluznici ali pa po nosu ali pa po ustah, ali pa kjerkoli druge, ki je neka sluznica, tudi ko gremo na WC, pa se obrišemo, če nimamo že prej čistih rok, se lahko skozi sluznico vaginalno, naprimer, prenese virus, če ga naprimer nekje dobimo, če prijemo v stik direktno z virusom. Ok, zdaj pa, prej da grem na bolj statistične podatke, pa nasploh podatke o virusu, je potrebno da je tudi video bil nared 26. februarja 2020 in da se bo verjetno na tedenski ravni, zdaj, ker je virus še bolj nov, tudi to spremenjalo. Tako da je potrebno gledati tudi. Mogoče bom naredil še kak video, verjetno ne, hočem samo razjasniti to paniko, ampak načeloma se bo vsak teden, vsak mesec, zdaj, ko virus bo trajal, se bojo podatki spremenjali. Teda to, kar bom zdaj povedal, lahko da čez en teden že pol tega ne bo več držalo. Virus se po novih podatkih ne imenuje več koronavirus, ampak se imenuje COVID-19. Zdaj, kratica, ne vem točno, kaj pomeni, bom tule napisal, kaj pomeni, ampak virus se zdaj imenuje COVID-19. 19 vem, da je leto, se pravi 2019 so ga zaznali, prvič, COVID bom pa tule dodal. Ok, zdaj pa od zadnjega tedna je število ljudi, ki so okuženi oziroma diagnosticirani z virusom, naraslo na 73.000. Povečalo se je tudi število dokumentiranih primerov smrti na 1900. Zdaj pa, to ne pomeni, da moramo zagnati paniko, da je virusa vedno več, pa da je vedno več ljudi, ko so umrli zaradi tega virusa, ampak kar se je zgodilo je, da je na Kitajskem, kjer pač se je to začelo razširjati, jim je zmanjkalo testing kitov, pripomočkov za testiranje tega virusa jim je zmanjkalo in so se pač znajdli, pa so naredili najbolj osnovno stvar, kar lahko naredijo, pa najbolj za ziher, so rekli, če imaš katerega koli od simptomov, ki jih do sedaj pripisujemo koronavirusu, greš pač v izolacijo oziroma v karanteno in si diagnosticiran z koronavirusom oziroma virusom COVID-19. In zato je tudi število drastično naraslo, prav tako tudi število pač dokumentiranih smrti. Zdaj, na primer, New York Times je objavil tudi super članek, se bo zdaj pokazal tu, kjer full fajn povejo pač, da dejansko se določene strani so se zdaj vzpostavile, ko so posvečene samo temu koronavirusu in dejansko spremljajo na vsako uro, kje se pojavlja nov primer, kje so zaznali novo smrt, kje so zaznali novo okužbo. In je to brez veze, zaradi tega, ker se iz uro v uro, iz dneva v dan se številke spreminjajo, rastejo in padejo. Zato je najbolj spremljati neke zanesljive vire, bom tudi dodal linke od spod, se pravi Center za nadzor bolezni, kjer dejansko na tedenski ravni posodabljajo rezultate in mislim, da so na tedenski oziroma celo mogoče mesečni ravni bolj verodostojni podatki, ko pa vsako uro, ko bo nov primer, pa pol vsako uro, ko bo izginil in se pač povzroča sam panika. Tudi mediji so problem, ker pač vse za dobro zgodbo, in določeno stvar tudi napihnejo oziroma tudi ker 70% stvari napihnejo in pač pol človek, ko sam posluša medije, pa se ne gre sam poizvesti, kaj dejansko je res, pač hitro pride v neko paniko, pa začne razmišljati v najhujši stvari. Koliko je dejansko možnosti, da zaradi virusa COVID-19 človek umre oziroma je v smrtni nevarnosti? Vsa bolezenska stanja, kar se tiče virusnih obolenj, načeloma se delijo na 3 različne kriterije oziroma 3 različne skupine. Blago, se pravi skupina, kjer pač imaš blago okužbo, srednjo okužbo in pa kritično okužbo. Zdaj, kritična okužba je pri
COVID virusov 5%. Se pravi, 5% možnosti imaš, da boš doživel kritično stanje okužbe z virusom COVID. Ampak to zdaj ne pomeni, da imaš 5% možnosti, da boš v smrtni nevarnosti oziroma da boš umrl. Se pravi, ne umre 5% ljudi, ki je v kritičnem stanju, ker za smrtnost je pa drug kriterij. Za smrtnost se pa upošteva kriterij, kot so naprimer, kako hitro se virus širi, kako močni so simptomi, kako hitro simptomi napredujejo. Se pravi, se več kriterijev upošteva v smrtnost. In trenutna smrtnost tega je naprimer 2%. Zdaj, če pogledamo, ebola je ena izmed bolj smrtnih obolenj, ko je pač do zdaj bila zaznana in je naprimer, tam je procent smrtnosti 50%. Ponovno, naprimer, MERS je 30%, SARS, ko je bil tudi ful problem, je 10%, no, naprimer, COVID-19 je pa do zdaj 2%, pa pričakujem, oziroma ljudje, ki so strokovnjaki, pričakujejo, da se bo verjetno tudi procent še malo zmanjšal zdaj z novimi primeri, pa s tem, ko bo diagnostika boljša. Ok, zdaj, ko smo malo razjasnili, kaj virus je, kaj je bakterija, na kak način se prenaša, pa te fore, pa gremo na 5 najpomembnejših stvari, ko jih je potrebno paziti, zdaj, ko je pač stanje pripravljenosti, oziroma kakorkoli bi lahko temu rekel. Prva stvar je odpiranje paketov. Zdaj, ful ljudi se boji odpiranja paketov, ko jih prenesejo, ko so predvsem iz nekih daljnih krajev v bližini Kitajske oziroma celo iz Kitajske. Zdaj, kaj je prva stvar, ko so ugotovili, da se tet virus v bistvu ful podobno vede kot virus SARS, ker tudi na podoben način funkcionira in na neživih površinah, se pravi na škatlah, pa to ne preživi več kot par ur. In da, če mi dobimo nek paket iz Kitajske, kjer je naprimer dejansko bila okužba, pa da je paket okužen, če mi kot tisti paket odpremo, roke umijemo kot preventivo, ne bomo vnesli virusa v svoje telo. Teda načeloma možnosti za okužbe prek paketov, prek nekih površin, kjer mi imamo roke, če poskrbimo za to, da si roke umijemo, je skoraj ničelno, no. Potencialna zdravljena. Zaenkrat so potencialna zdravljena, zdravljen še ni, zaradi tega, ker je virus še preveč nov. Zaenkrat, kakor sem jaz videl, se odvija 80 različnih študij oziroma raziskav, kjer imajo različne tehnike, na kak način bi lahko se borili proti virusom. Na Kitajskem, naprimer, so probali z zdravilom za HIV in bojo videli, če bo to delovalo. Drugače pa načeloma testirajo tudi protivnetna zdravila in antibiotiki, ampak nič ne moreš reči za gotovost, zaradi tega, ker je šele v fazi testiranja. Kar se pa lahko edino se priporoča, je pa dobra hidracija, pa počitek, pa to je zaenkrat, pa še tudi to ni ziher, ker ne vejo, kako se virus obnaša. Cepivo, ki je v razvoju, Center za nadzor bolezni je v bistvu objavil dejansko, da bojo v roku 18 mesecev lahko že imeli zdravilo oziroma cepivo za tet virus, kar je načeloma, če tako pogledam, se čuje res dolgo, ok, čez 18 mesecev, ampak imamo vsaj neko upanje, da če to zdaj preraste v neko epidemijo, pandemijo ali karkoli, bomo imeli čez 18 mesecev neko zdravilo. Četrta stvar, veliko je zdaj misinformacij, se pravi informacij, ko so napihene, ko dejansko ne držijo, ko so si jih ljudje izmislili ali pa ko so neke špekulacije. Zaenkrat skoraj nič glede tega virusa še ni 100%, zato je čisto vse potrebno vzeti z malo oziroma z veliko dvoma in sam iti pogledati. Pomembno je tudi, da zdaj ne paničarimo, zaradi tega, ker naprimer, kar lahko jaz mislim, da panika povzroča stres, stres pa povzroča padec odpornosti, to ziher, to pač vemo, da stres povzroča padec odpornosti. In če pade odpornost, imamo več možnosti, da dejansko dobimo virus. Pa ne samo to, lahko dobimo tudi navadne prehlade, glede na to, da so zdaj taka nihanja temperature. Se pravi, panika povzroča stres, stres povzroča padec odpornosti in lahko se dejansko kaj zgodi. Se pravi, čim manj panike, čim bolj racionalno stvar, pa preveri vsako trditev, ko jo čuješ. Pa še peta stvar, pazljivo z samozdravljenjem. Zdaj, jaz sem ful za samozdravljanje pri stvareh, ko jih 100% vemo, kako lahko na njih vplivamo. Pri trenutnemu COVID virusu ne vemo, kako lahko na njega vplivamo in zdaj razne zdravljenja z megadozami vitamina C, z raznimi zelišči, z raznimi čaji. Noben ne more reči, da kaj deluje oziroma da kaj ne deluje. Takoj, ko misliš, da imaš simptome virusa, prosim, pokliči zdravnika, svojega zdravnika, pa idi preveriti, če je kaj, ali če ni, pa pol vidiš, če ni, pa lahko začneš z raznimi želišči, pa z vitaminom C. Ok, pa še za na konc, kaj dejansko lahko naredimo v borbi proti virusem, kar je najboljša stvar, so v bistvu 3 stvari. Spanec, vadba, prehrana. Zdaj,
s prehrano, predvsem na tak način, da zaužijemo dovolj vitaminov, pa mineralov, pa predvsem makrohranil, se pravi beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, da smo na nekem nivoju, ko je potreben, da zdaj ne vnašamo nekega sranja v svoje telo, zaradi tega, ker se pač pol more telo osredotočati, da prebavlja tisto sranje oziroma ga izloči, namesto da bi se ukvarjal z imunskim sistemom, za popravilo tkiv, z borbi proti organizmom, patogenom. Vadba lahko vpliva na telo pač itak iz več različnih front, ampak ena izmed teh je tudi imunski sistem. Zdaj, res je, da vadba povzroča padec imunskega sistema, zaradi tega, ker se mora telo osredotočiti na popravilo tkiv, ampak če smo mi že v nekem trenažnem procesu, pa je telo navajeno na neko vadbo, smo dejansko bolj odporni na različne tujke, ko prijajo naše telo. To ne pomeni zdaj, da če boš pa ti zdaj, ko se bojiš koronavirusa, začel pa, ko ga že imaš, naprimer, full fajn jesti, pa full fajn gibati, ti zdaj dejansko ne bo nič pomagalo. To, kar zdaj govorim, deluje kot preventiva. Spanec pa itak, pač spanec je pa kralj, tam dejansko popravljamo tkiva, se borimo proti boleznim, odpravljamo poškodbe, ki jih delajo določeni, naprimer patogeni ali pa bakterije. Teda 3 stvari, ko so spanec, vadba, prehrana, to lahko kot preventivno vplivamo, da imamo močnejši imunski sistem, pa da je naše telo močnejše nasploh v borbi proti tujkom. To je to. Upam, da ti je bil video všeč. Če ti je bil, klikni like, če ti ni bil, klikni dislike. Tule od spod bo ali pa tule, da mi lahko začneš slediti, pa se naročiš na moj kanal, da boš pač take in podobne videe dobival v prihodnosti. Če veš kak nov podatek, oziroma če sem se kaj zmotil, prosim napiši v komentar, zaradi tega, ker to je samo moje vedenje in vse, kar sem povedal zdaj, ne drži 100%, nekaj je res, večina je pa stvari, ko sem jih jaz vedel, pa sem se jih jaz naučil oziroma izbrskal iz interneta pa iz določenih virov, ko jaz mislim, da so verodostojni. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem vlogu za špartanski tek.